Živijo, danes si bomo pogledali, kako odpravimo avtorske pravice na svojem YouTube kanalu oziroma na naših posnetkih in iz kje uporabljamo v bistvu našo glasbo, če gre v primeru za avtorske pravice za glasbo. Nekatere videoposnetki bodo takoj dobili obvestilo za omejitve in bo tudi pisalo, kakor vidimo tukaj, avtorske pravice, kar pomeni, da je bila, kot piše, najdena avtorsko zaščitena vsebina in lastnik sicer dovoljuje uporabo vsebine v YouTubu, kar pomeni, da načeloma nam ni potrebno narediti nič, če naš YouTube kanal ni monetiziran. V primeru pa, da je naš kanal, YouTube kanal monetiziran, to pomeni dvoje, in sicer ali avtor pač pusti oziroma da si delimo mogoče dobiček, v tem primeru, da imamo nek večji YouTube kanal, da bomo dali torej 5 evrov lastniku oziroma avtorju te glasbe. Zdaj, na kakšen način lahko to rešimo? Imamo več načinov, eden, ki ga pač jaz sam uporabljam, je, da uporabljam platformo Envato Elements. V Envato Elements enostavno na vrh imate več možnosti, in sicer imate royalty free music, načeloma pa tudi, če ni royalty free, lahko potem prenesete tudi licenco. V mojem primeru za glasbo, ki jo trenutno poslušate v ozadju, imam seveda projekt na Sašo Doles, torej vedno projekt poimenujem po YouTube kanalu, za katerega pač gre. In tukaj zraven lahko potem tudi vidimo, da imamo download license. In ko kliknemo potem na licenco, se nam bo licenca seveda prenesla na naš računalnik in ta licenca bo takole izgledala oziroma bo v neki beležnici. To licenco bomo potem enostavno skopirali in jo dali v naš YouTube kanal pod pritožbo. Zdaj si pa pogledamo, kaj točno moramo narediti na YouTubu. Torej, ko smo na našem YouTube kanalu, gremo lahko kar tukaj na avtorske pravice in kliknemo na prikaz podrobnosti. Druga pot je, da tukaj kliknemo na avtorske pravice. Tukaj se potem pojavijo zahteve za odstranitev. V našem primeru te zahteve ni, ker avtor, kot smo prebrali, pusti uporabo oziroma dovoljuje uporabo vsebine v YouTubu. Ampak vseeno bomo naredili te korake, da boste vedeli za naslednjič, kako v bistvu odpravimo avtorske pravice na YouTube kanalu oziroma na našem videoposnetku. Torej, kliknemo tukaj na prikaz podrobnosti in zdaj vidimo, kot piše, ne vpliva niti na vidnost videoposnetka, niti na naš kanal, torej sam videoposnetek je viden še vedno povsod. Videoposnetek je tudi označen, od katere do katere minute je torej ta glasba, se pravi celotni 2 minuti pa 14 v bistvu. Torej, tukaj kliknemo na izbiro dejanja, se pravi, da bomo dodali v bistvu licenco, ki jo smo jo dobili. Spodaj damo na ugovor, torej vložili bomo ugovor za zahtevek, ker imamo seveda pravice oziroma imamo licenco za uporabo te glasbe. Torej, kliknemo na ugovor in naprej. Tukaj nam seveda potem da izpodbijanje zahtevka, da moramo upoštevati, se pravi, naslednje možnosti, da če imam samo v lasti kopijo skladbe, če mi pač ne prinaša zaslužka ali pa da sem pač navedel lastnika, da to ni v bistvu dovolj za YouTube, ampak morate dejansko imeti licenco. Tukaj kliknete na tale kvadratek, da date kljukico, torej da vaš ugovor ne temelji na zgoraj opisanih primerih. Damo naprej. In v našem primeru, če bi bila to naša skladba, bi dali seveda tukaj izvirna vsebina, kar pomeni, da recimo nove skladbe, ki nastanejo od raznih glasbenikov, dajo potem tukaj, da je to izvirna, se pravi, če njihova skladba. V našem primeru bomo dali tukaj licenca, ker imamo licenco za to glasbo. Damo naprej. Potem tukaj še enkrat napiše, da se pač licence razlikujejo, in ker mi vemo, da Envato Elements ima možnost uporabe za YouTube, se pravi, dajo na razpolago to možnost in tudi ta glasba je iz te spletne strani, bomo tukaj dali, da imamo dovoljenje lastnika. Gremo naprej in tukaj potem obvezno napišemo podatke o licenci oziroma skopiramo iz prejšnjega notepada, katerega smo dobili. In tukaj imamo potem naše podatke o licenci, kjer seveda tudi piše, da je registriran na projekt Sašo Doles, torej v tem primeru na ta YouTube kanal.
Potem tukaj poklikamo, se pravi, da se z vsem strinjate, kar pomeni, da ne krši avtorskih pravic drugih, da razumete, da bo vložnik zahtevka pogledal vaš videoposnetek in ga preučil še enkrat, in pa da lahko s tem, če bi bil to lažni ugovor, ker mi dejansko imamo licenco, če bi bil to lažni ugovor, lahko s tem ukinete tudi račun na YouTube, kar si pa seveda ne želite, in od spodaj se pač podpišete, običajno kot piše ime in priimek, se pravi v našem primeru Sašo Doles. Tako, in gremo na pošlji. In kot piše, ugovor je poslan, torej je poslan vložniku zahtevka v pregled in pregledujejo dejansko hitro, glede na to, da Envato Elements ima z njimi nekako avtomatiziran sistem, je ponavadi zadeva rešena včasih tudi hitreje kot v 24 urah, najkasneje pa, kar sem jaz do zdaj dajal razne ugovore, v 3 dneh je bila zadeva rešena, tako da dejansko ni to nek dolgoročen proces. In tudi dobite obvestilo, kot piše, po elektronski pošti. Kliknemo zapri in na tak način vidimo, da smo že poslali, torej tukaj nam potem piše, da je ugovor v postopku pregleda, tako da dejansko veste, ali ste se na neko zadevo že pritožili oziroma dali ugovor ali ne. Torej, to enostavno zapremo in tukaj sicer še zmeri piše avtorske pravice, dokler seveda ne bodo rešili celotne zadeve, potem pa bo tako kot pri spodnjem posnetku pisalo brez. To je za danes tudi vse, upam, da vam je bil video všeč. Spodaj v opisu imate tudi povezavo do Envato Elements, ki je seveda partnerski program, v katerem sem, tako da če se naročite, imam tudi jaz nekaj procentov od tega, vi pa plačate dejansko isto ceno, torej sam Envato Elements se odpove deležu svojega profita. Hvala vam za ogled in se vidimo naslednjič.